Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vsi gledajo Faktor. Kot je včeraj priznal Franci Kek, tudi on gleda Faktor na TV3. Slučajno. Verjetno zato ni slučaj, da gledanost Faktorja tako rekoč eksponentno raste. Sedaj pa gledate 63. oddajo 3. sezone. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali vojna z Iranom. Bo Trumpu uspelo preprečiti vojno z Iranom in koga mora za to premagati? Ognjene kresnice na nebu naj bi bile iranski odgovor na ameriški uboj njihovega visokega poveljnika. Bo vojna ali ne, bomo vprašali velika poznavalca in sicer varnostnega strokovnjaka Boštjana Perneta in našega stalnega komentatorja magistra Bernarda Brščiča. Toplo pozdravljena. Dober večer. Bernard, Boštjan, najprej vprašanje. Če bi vam kdo pred novim letom rekel, da bodo Američani z raketo iz drona v letu 2020 ubili, ne vem, kaj je to, drugi, tretji najmočnejši človek v Iranu, a bi vidva to verjela ali ne bi verjela? Jaz bi verjel, glede na to, da je Donald Trump zelo resen politik, da je označil Iran za teroristično državo, tako da je bilo samo vprašanje časa in očitno so razpolagali zelo dobrimi informacijami, kje se je general Sulejmani giblje in je predsednik Trump po mojem osebno moral sprejeti to odločitev za ta atentat. Jaz mislim, da je bil upravičen, gre za arhitekta terorističnih napadov Irana v soseščini, ne nazadnje velikega prijatelja organizacij, kot so Hezbolah, kot so Hamas, kot so Islamski džihad, arhitekta selitve vojn v Irak, v Jemen. Skratka, verjetno številko 2 v iranski varnostni strukturi, tako da mislim, da bo svet brez Sulejmanija lepši. Boštjan, kaj ti praviš? Jaz ne bi upal napovedati, da bo pač Sulejmani žrtev napada drona. Zakaj? Zaradi tega, ker Sulejmanija so sledili ameriške, izraelske in druge obveščevalne službe tam od leta 2003 naprej, ko je začel organizirati šiitski upor v Iraku. Na mizi je bila njegova likvidacija že pri predsedniku Bushu, kasneje pri predsedniku Obami, ampak nihče od predsednikov se ni odločil za to radikalno potezo. Zakaj je po tvoje, oprosti, ker te prekinjamo? Zaradi tega, ker v tistem času so bili pač odnosi med suniti in šiiti nekoliko drugačni. Šiiti so ne nazadnje pri sunitskem uporu bili neke vrste zavezniki Američanov in seveda malo kasneje oziroma potem v letih, ko se je razpasel ISIS, je bil general Sulejmani tisti, ki je v bistvu organiziral šiitske milice, da so se borile proti islamski državi in je bil zelo zaslužen tudi za zmago v Mosulu. Tako da je pa dejstvo, da general Sulejmani je bil pač vodja Kudsa. Kuds je bil strani Američanov priznan kot oziroma razglašen za teroristično organizacijo in v tistem trenutku je general Sulejmani predstavljal legitimen cilj. Je pa seveda takih poveljnikov tako vplivnih tudi na Bližnjem vzhodu relativno malo in predstavljam si, Iran trdi, da je bilo na generala organiziranih več kot 40 poskusov atentatov strani različnih služb, tako da general Sulejmani je bil dobro varovan, njegova potovanja so bila tajna in njegova likvidacija, ne bom rekel, da je bilo presenečenje, ne bi pa upal pred tem podpisati, da bo on žrtev. Ampak zdaj dve stvari me zanimate. Zdaj, ko praviš, Boštjan, da so bila tajna potovanja. Zdaj bi si predstavljal laično tajno potovanje, da on nekje zakrinkan tam na neki kameli gre čez mejo. Tukaj je prišel na, mislim, da je tovorni del bagdadskega letališča. To ne more biti tukaj tajno, če preletiš z avionom. In drugo vprašanje imam, to sta za oba sicer vprašanje. Drugo vprašanje,
Ali vidva verjamete temu, kar pravijo zdaj Američani, najvišji predstavniki države, posebej predsednik Trump, tudi ostali, da je bil Sulejmani odgovoren za smrt na stotine Američanov. Ne? Gre verjetno za ameriške vojake v Iraku. Je torej ta Quds oziroma te šiitske milice, so oni napadali ameriške vojake v Iraku in potem to drži, da je zaradi tega pač bil, kot praviš ti, Boštjan, legitimna tarča, ker je bil odgovoren za smrt na stotine ameriških vojakov. No, vse očitajo, da je soodgovoren za smrt 600 ameriških vojakov, ki so padli v Iraku, vendar pa zdaj, vsekakor je general Sulejmani bil tisti, ki je oborožil približno 40 šiitskih milic, ki so pod vplivom Irana. General Sulejmani je tudi bil tisti, ki je zagotovil 50,000 prostovoljcev z pa so se te milice borile proti Američanom ali so se borile proti komu drugemu? Poglejte, milice so se nekaj časa borile tudi proti Američanom, ampak v glavnem je bil največji problem, recimo boj v Faludži, je bil boj Američanov s suniti in kasneje, to se pravi Al-Kaida v Iraku in kasneje ISISom. Pa sunitski trikotnik, to poznamo tudi mi lajki, tam verjetno šiiti niso bili zraven. Ampak jaz mislim, da je v zadnjem času so trčili interesi, torej bile so številne nerazčiščene poteze, ki so jih Američani enostavno so morali potegniti črto. Bil je recimo sestrelitev ameriškega drona, pa bil je napad na saudsko naftno industrijo, bili so minski napadi na tankerje. Američani so, se spomnim še tukaj v Faktorju smo govorili o tem, so govorili celo o dejanju vojne, act of war. In od takrat naprej je bilo pričakovati neko resno potezo, ki bo ustavila Iran na neki točki. In očitno so se odločili, da je uboj drugega človeka Republike Iran, Iranske islamske republike, pač pravilen odgovor. Bi pa še povedal, da Sulejmani je tudi v Iranu spadal med jastrebe. Torej, on je bil pristaš tiste trde struje in tudi v Iranu Sulejmani ni imel čistih rok. Moramo vedeti, da samo v zadnjih tednih je bilo med protesti ubitih približno 1500 Irancev. Ja, ne, sigurno je že šlo za trdo rokce, tudi znotraj države, verjetno, ne samo navadni ljudje, mogoče še kdo drug je vesel, da ga ni več. Ampak, Bernard, preden ti zastavim naslednje vprašanje, predlagam, da si pogledamo posnetke pač trupla tega Sulejmanija. Jaz opozarjam gledalce, da gre za zelo grafične posnetke, no, tako da kdor ima slabši želodec, mogoče naj gleda stran, pa naj samo posluša. Skratka, identificirali naj bi ga po prstanu, ki ga je nosil za časa življenja, to izmaličeno truplo. Bernard, ko so v Iranu videli te posnetke, tega izmaličenega trupla, na nek način svojega narodnega heroja, je tanka linija med tem, da bi to razumeli kot svarilo, da naj se ustavijo, ali pa med tem, ko bi jih naj to pognalo čez rob v nek hujši oborožen spopad, mogoče celo vojno. Se strinjaš s tem? To imaš prav. Gotovo bo to dejanje vplivalo na konsolidacijo režima, vkolikor ajatole ne bodo neracionalne in v zadnjih 40 letih vendarle ta režim teokratski ni izkazoval nekih norih potez. Jaz bi rekel takole, da ne smemo Irana gledati kot neko, če uporabim terminologijo, staliniste napram trockistom. Če so recimo ISIS trockisti, da bi bili pa te stalinisti v smislu, da želijo islam znotraj ene države. Če pogledaš celotno filozofijo islamske revolucije ajatole Homeinija, je internacionalistična. Oni sebe pojmujejo kot svetilnik islama in tudi njihova geopolitika Irana je zelo jasna. Se pravi, vzpostaviti os med Irakom, Sirijo, Libanonom, se pravi od vzhoda proti zahodu in potem proti jugu seči do Jemna. Skratka, zame je Iran antipod ISIS-a. In ko je ISIS padel, je popolnoma logično,
da je naslednji sovražnik zahodne civilizacije gotovo Iran. Jaz ne pristajam na tezo o nekih dobročudnih šiitih oziroma alavitih in na drugi strani zlobnih sunitih. Vsi muslimani so več ali manj isti, zavezani vzpostavitve se pravi Božjega kraljestva na zemlji, in pomeni, da morajo vzpostaviti to z vsemi sredstvi, se pravi z nasiljem, tako da Iran je v nekem smislu različica ISIS-a. Morda niso taki glavoresci na prvi pogled kot njihovi sunitski bratje, ampak ne nazadnje vsi muslimani prisegajo na Koran in v Koranu je popolnoma jasno, kakšna so navodila po vzpostavitvi potem, da se razlikuje, kaj je Dar el Harb in praktično je za njih območje vojne vse povsod tam, kjer islam ne prevladuje. Res je sicer, da ima tudi pri meni, pa pri marsikomu Iran neke simpatije glede na njihovo izjemno pozitivno vlogo v zadnjih 5 letih, recimo v Siriji, brez vloge Irana pa Hezbolaha, ob seveda ključni vlogi Ruske federacije, bi danes se Islamska država kot rak razprostrla verjetno do roba Evropske unije, ampak ne pristajam pa na tezo, da je Iran neka benigna tvorba, ki želi zgolj na svojem ozemlju to idiosinkratično verzijo islama ohranjati. Ne. Njihov cilj je islamska revolucija povsod in to šiitskega značaja. No, Ja, izvoli, Boštjan. jaz bi omejil se na varnostni vidik. Okej. In tukaj je ključno povedati nekaj. Torej, iranski teroristi do sedaj, saj v takem smislu kot sunitski teroristi, niso širili terorističnih napadov po Evropi. Tisto, ko govorimo o džihadizmu, torej o islamskem radikalizmu, ki je stal in stoji za islamskimi terorističnimi napadi, je 99% izveden strani sunitskih skrajnežev. Potem, kar je tudi pomembno, torej alaviti, torej neke vrste šiiti v Siriji, so izjemno tolerantni tako celo do katoliških manjšin in niso širili tako radikalno ideje islama na način izključevanja, kot pa recimo sunitski ekstremisti. Ja, tako da Boštjan, tukaj so neke razlike. So razlike, bomo govorili o tem še v nadaljevanju oddaje. Zdaj si bomo vzeli en krajši predah, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, bo Donaldu Trumpu uspelo preprečiti vojno z Iranom ali ne. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Perne in magister Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo Donaldu Trumpu uspelo preprečiti vojno proti Iranu in koga mora za to premagati. Boštjan, Bernard, predno smo šli na oglase, smo končali nekje tam na odnosih med šiiti pa suniti. Predlagam, da gremo zdaj naprej in sicer, da v nadaljevanju pokomentiramo te dogodke, ki so sledili pač temu uboju. Vemo, danes po noči je Iran na nek način odgovoril na te napade z raketnimi napadi na ameriške baze, pa bi vas zdaj najprej vprašal, a dve teoriji zdaj prevladujete. Ena pravi, da Iranci pač so zgrešili, druga teorija pa pravi, da so na laž zgrešili. Katera se vama zdi bolj verjetna? Jaz mislim, da je šlo za operetni napad. Dejstvo je, da so opozorili svoje iraške zaveznike, šiite, da se pripravlja napad. Iraška vlada je potem obvestila Američane, tako da zelo verjetno smrtnih žrtev ne bo. Morali so odreagirati, se pravi, napram svojim državljanom, da režim misli resno. Jaz mislim, da bodo še sledili povračilni ukrepi, vendar preko svojih proksi zaveznikov pričakujem kakšen napad Hamasa na južni Izrael, Hezbolaha na severni Izrael,
tako da je Iran do sedaj vedno maščeval preko svojih marionet in tudi tokrat mislim, da bojo glavni udarci prišli od tod, kajti vrhovni vodja Ali Khamenei se po mojem zelo dobro zaveda, da proti ZDA nima nobene možnosti. Če pogledaš, kakšno je stanje iranske mornarice ali pa letalstva, ki je praktično bistveno pod ravnijo iz časov Reze Pahlavija, Iran nima proti ZDA nobenih možnosti in posledično racionalni voditelj ne bi eskaliral tega konflikta. Ravno tako mislim, da tudi Trump ni zainteresiran za neko hudo eskalacijo. Res je sicer, da z obžalovanjem ugotavljam, da ga vedno bolj vodi politika Jeruzalema oziroma Tel Aviva v zunanji politiki in da postaja žrtev tega znanega izraelsko-neokonservativnega lobija v Washingtonu. Domnevam tudi tokrat, da je pravzaprav glavna spodbuda prišla iz Tel Aviva, iz strani Bibija Netanjahuja. Tako da želim si, da bi Donald Trump se vrnil na paradigmo leta 2016, America First, tisto, kar je napovedoval, to je detant, umik iz Bližnjega vzhoda in upam, da še vedno igra 64-dimenzionalni šah in da morda ta smrt Sulejmanija lahko pripelje do česa dobrega, se pravi do nadaljnega umika ZDA iz Bližnjega vzhoda. Ja. Boštjan, ti se spoznaš, oprosti, ne? Se pravi, kako je zdaj to? Iranci znajo te svoje rakete pošiljati, ne znajo? Kako je zdaj? Ne, napad je bil izveden domnevno s 15 raketami Zemlja kratkega dosega in te rakete so relativno točne. Recimo, zanimivo je, da so recimo pri Bagdadu vse rakete zadele del baze, ki ni bil naseljen, torej kjer ni bilo bivalnih objektov. To verjetno ni slučajno. Ne, to ni slučajno, niti Iranci so točno vedeli, kje so namestitveni objekti, vedeli so tudi, da imajo Američani tako imenovani sistem zgodnega opozarjanja pred balističnimi raketami, tako da Iran je napad moral izvesti zaradi tega, da je upravičil pred svojimi ljudmi, pred ljudstvom pač to maščevanje. Ne. Izvedel ga je pa na način, da ni povzročil žrtev, niti ne kakšne hude materialne škode. Ni dodatno provociral. Tako da je Iran, tako kot Združene države, želel zapreti nekako ta konflikt. Moram pa upozoriti, da že v prejšnjih konfliktih neko je dostikrat kazalo, da je na meji spopada, pa so potem izvedli dekonflikcijo v dobro obeh strani. Tako da in tudi Trump je tukaj zmogel, oziroma ameriška politika je bila tukaj jasna, da seveda obsodili so delovanje Irana, obsodili so teroristi in tako naprej, ampak povratnega udara ne bo. Tako da jaz mislim, da vojne klasične ne bo. Bo pa nestabilnost v teh odnosih, v širši regiji, pa govorimo tukaj od Irana pa tja do Libanona oziroma Izraela. V vsem tem prostoru je pa čedalje več nerešenih težav. Mi sedaj govorimo o Američanih, govorimo o Irancih, tukaj so seveda Saudska Arabija s svojimi interesi, je problem razcepljenega Jemna, je seveda problem izraelskih interesov, Turkov in seveda Sircev, Kurdov, ampak spregledali smo pa glavni ali pa enega izmed glavnih faktorjev, torej Kitajcev, ki so pa igrali v ozadju. Moramo vedeti, da so Kitajci z Iranom podpisali dolgoročne pogodbe za dobavo iranske nafte po dokaj ugodni ceni. In Kitajci bi si zelo stežka privoščili manjko iranske nafte. Ali pa recimo, da se Hormuška ožina zapre in ne more nafta iz Perzijskega zaliva. Ja, ampak vidite, tukaj je pa catch. Kdo ima tukaj največje težave? Največje težave imeli Kitajci, Indijci in pa seveda Evropa. Američani so samozadostni, Rusi tudi niso bili prav glasni, ker cene nafte so šle močno navzgor. To jim koristi, ne kot seveda, za Rusijo, za njihov budžet je ključno, kakšne cene so energenti. Po drugi strani bi pa pozoril še to, recimo delnice
Northrop Grumana so šle v enem dnevu za 5% gor. Ne. Kompletna vojaška industrija ameriška je na borzi zrasla. Ne. Tako da v spredju so seveda te konflikti, o katerih smo govorili, ampak v ozadju so pa bistveno bolj pomembni gospodarski interesi vseh upletenih. In tukaj tudi, če ne izgleda, ne, to igro kljub vsemu vodijo tudi Kitajci in tudi Rusi. Tako da kompleksnost razmer na Bližnjem vzhodu je velika. Bi pa opozoril, ne glede na vse, ne, ameriška politika trenutno se osredotoča na Azijo in Bližnji vzhod trenutno Združenih držav Amerike ne zanima več toliko, kot jo je zanimal še 10-15 let nazaj. In Trump je povedal jasno, nafte imajo oni dovolj. Združene države Amerike so prva izvoznica energentov, ne več Saudska Arabija. Ne? In tega se moramo v Evropi zavedati. Ampak zakaj, če to drži, Boštjan, pridno damo pol besede Bernardu, sam še tole, Bernard, vprašanje za Boštjana, zakaj potem Amerika ni strožja do Saudske Arabije? Ne? Ker vemo, pač saudski režim od davč ni nič kaj drugačen od iranskega, plus to, da oni pa aktivno izvažajo terorizem ali pa ga sponzorirajo in podpirajo tudi izven Bližnjega vzhoda. Ne? Vemo pač praktično vsi napadalci v končni fazi 11. septembra na dvojčka New Yorška so bili saudski državljani, Osama bin Laden je bil saudski državljan, tako naprej. Ne? V bistvu smo šele zdaj po smrti izvedeli, da je bil Sulejmani glavni terorist ves ta čas. Ne? To nekako se ne izide, ali se? Ne, seveda tukaj problem je tega tradicionalnega zavezništva Saudske Arabije z Združenimi državami in pa seveda ogromnih cifr, ki jih Saudska Arabija porabi za zahodno orožje. Denar, ne? Seveda. Ja. V glavnem gre tukaj v zadju bolj ali manj za denar. Sej, če smo gledali dokumentarne filme, ki so potem razčiščevali odnose družine Bin Laden, Saudsko hišo in tako naprej, ne, je marsikaj prišlo na plano, pa Američani niso tako burno reagirali. Ampak vedno, ko odgrnemo ozadje od ozadja, pridemo do kapitala in do logike denarja. Ne? In pri saudsko-ameriškem zavezništvu ni nič drugače. Ja. Bernard, dve vprašanje bi imel zati. Najprej, zdaj to, kar se zdaj pogovarjamo, ti si že načel malo to, sicer v prejšnjem odgovoru, ampak vseeno me dodatno zanima. Ali se ti zdi, da Trump zdaj popušča temu vojaškemu lobiju? Ne? Veš, da ko je bil izvoljen, smo rekli, hvala Bogu, ni Hillary bo začenjala vojne, Trump jih bo zaključeval. In drugo vprašanje, ali vendarle ta uboj Sulejmanija ne škodi ameriškim interesom v regiji, v smislu, da se je protiameriški sentiment zdaj verjetno povečal? Ne? Protiameriški sentiment v Iranu gotovo. Če je bil cilj strmoglaviti režim ajatol, to ni bil pravi ukrep. Sicer sam močno dvomim v nestabilnost režima. Jaz osebno mislim, da je ta režim tako nasilen, da ne kaže recimo notranjih razpok, da bi prišlo Sirije ne pričakuješ, do sirijskega ne nazadnje celo vrsto, kot si rekel, uspehov zunanje političnih žanjen od Sirije, Libanona. Praktično se je vzpostavila ta zelo močna šiitska os med Irakom, Sirijo in Libanonom. Potem zelo uspešni so v državljanski vojni v Jemnu, kjer praktično onemogočajo Saudice pa Združene arabske emirate. In ne nazadnje zunanje politični položaj Irana sploh ni tako slab. Ne nazadnje poglej si Oman, poglej si Katar, ki so sicer sunitske države, vendar so več ali manj na strani Irana, tako da Saudska Arabija lahko računa zgolj še na Bahrajn in Združene arabske emirate v svojih ekspanzionističnih ciljih. Ne smemo pa pozabiti, po mojem, ključne vloge Turčije, ki se vrača na Levant kot veliki igralec zdaj v Libiji. Jaz sem prepričan, da ima Turčija velike aspiracije tudi v Iraku. Ne nazadnje, Irak je nastal iz 3 turških vilajetov, Mosula, Basre in Bagdada, tako da bo ta geopolitika 3 igralcev, Teherana, Istanbula oziroma Ankare in pa Rijada, tista, ki bo zaznamovala prihodnost. Apropo Trump,
jaz moram reči, da obžalujem, da očitno podlega interesom tega izraelskega lobija, ne nazadnje njegov zet Kushner je Jud, da je pripravljen pošiljati, umirati ameriške vojake za interese Erec Izraela, velikega Izraela, ker ne samo, da želi Turčija prodreti na sotočje Evfrata pa Tigrisa. Evfrata in Tigrisa, ampak je Erec Izrael ideja Jabotinskega, veliki Izrael od Sinaja oziroma celo od Aleksandrije do Basre. Ne? Se pravi, ekspanzionizem, in tu bo seveda ZDA morala, po mojem, redefinirati svojo zunanje politiko. Jaz bi si želel, da bi Trump sledil temu svetilniku America First, ne Israel First, in America First sigurno ne vključuje nove vojne z Iranom, ker sem prepričan, da te vojne Amerika kljub svoji tehnološki superiornosti ne more dobiti. Ja, to je asimetrična vojna. To ni 20-milijonska država, kot je Irak, to je 80-milijonska država, ki bo stopila skupaj proti zunanjemu sovražniku, tako da je v interesu vseh igralcev, se pravi in ZDA kot Irana, detant. Se pravi, ne zaostrovanje, je pa res, seveda, da si Savdici in Izraelci želijo, da bi Trump hodil v žerjavico po njihov kostan. Če se zdaj dotaknemo še nas, ne, Slovenija tukaj ni v bistvu samo opazovalka, smo kar vključeni v to dogajanje tako in drugače. Kako vidva recimo komentirate te naše odzive, umik zdaj današnji pač po teh napadih 6 vojakov, ki jih imamo tam, sicer v misiji neomajna odločnost, ne. Nekateri so šli že prej, recimo Hrvati, mi gremo zdaj skupaj z Nemci, večina držav umika svoje vojake, NATO-vih držav iz Iraka in ostale reakcije, te domače politične recimo, ne, izjave zunanjega ministra Mira Cererja, pa posebej stališča recimo stranke Levica. Ne. Če se malo pohecamo, ko je Bernard prej našteval iranske zaveznike v tujini, bi lahko mirno tudi stranko Levica k temu prištel. Kako ti to komentiraš, Boštjan? Poglej, prvič je potrebno povedati, da v vsem tem konfliktu zadnjih dni se je NATO obnašal in z izjavami, in s pristopom izjemno racionalno, z distanco in strokovno. Tako da tukaj neki očitki, ki v naši državi letijo, da je NATO teroristična organizacija, celo nekatere stranke, nekateri izpostavljeni posamezniki so poudarjali, da je NATO neke vrste nacistična organizacija, to je milo rečeno treparija. Ne? NATO je tukaj odigral dobro. Tudi evropski zavezniki so z distanco pač nekako, seveda, nihče ni, vsi priznavajo, da je Sulejman bil terorist, vendar pa izvedba napada, torej brez da bi opozorili zaveznike, ki so delovali na istem območju kot ameriški vojaki, to pa ni bilo v redu. Ne? In to je bilo Trumpu jasno povedano. Tudi politika Evropske unije v zadnjem času, torej povabilo iranskemu zunanjemu ministru nadaljevanje pogovorov v smer, da Iran ne bi nadaljeval z jedrskim programom in tako naprej. Torej, Evropa tukaj pelje neko racionalno politiko, sploh pa NATO, in vse obtožbe strani nekaterih strank in posameznikov v Sloveniji so res niso na mestu. Kaj pa mi znotraj tega, umik vojakov in te reakcije domače? Poglej, popolnoma, če gledamo z vojaškega vidika, jaz mislim, da je bil umik upravljen by the book, torej pravilno, ker če bi prehitro zapuščali zavezniki, potem bi spadli popolnoma neverodostojni. Šlo je za 6 vrhunsko usposobljenih pripadnikov slovenske vojske, torej pripadnikov ISD-ja, ki več kot znajo poskrbeti za sebe. Nikoli, v nobenem trenutku ni bilo ogroženo njihovo življenje in
odhajajo trenutno iz Iraka sporazumno, torej v navezi z zvezo NATO in pa seveda z Nemci, ki so vodje kontingenta. Tako da mi nismo izpadli neverodostojni in umaknili smo se takrat, ko so se umaknili tudi vodje, torej Nemci. Tako da jaz v teh slovenskih potezah, saj kar se tiče Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, tukaj bi to samo pozdravil. Okay. Bernard, kaj ti praviš na vse to dogajanje? Jaz bi se vprašal, kaj Slovenska vojska dela 3000 kilometrov iz Ljubljane. Najprej na to vprašanje. Je pa res, da seveda zavezništvo ni nek cherry picking, da samo tiste dobre stvari vzameš. Jaz mislim, da bo potrebno opraviti razpravo, kaj pa je vloga NATO, ali je to obrambna organizacija in kaj so glavni varnostna tveganja. Jaz mislim, da vendarle mogoče ni to v tem trenutku Iran, ampak so na splošnem muslimani vseh barv in da bi bilo smiselno usposobiti NATO, da nas zavaruje pred to nevarnostjo nezakonitih migrantov iz Afrike, iz Arabije, ki je politično motivirana in vzpostaviti neko novo politiko containmenta, se pravi se zavedati, da je Levant črna luknja, da ni glavni problem Levanta obstoj Izraela ali pa nek ameriški imperializem, nation building in izvažanje demokracije, ampak islam. In če deislamizacija ni mogoča, potem je potrebno usposobiti varnostni aparat, da nas pred to varnostno grožnjo zavaruje. Sam nisem prepričan, da to lahko 6 pripadnikov Slovenske vojske v severnem Iraku počne s šolanjem nekih iraške vojske in bi bilo potrebno se voditi neko avtonomno politiko razmisleka, kaj so varnostna tveganja za Slovenijo. A smo mi zdaj v večji nevarnosti, Boštjan, kot smo bili prej? Ne. Jaz mislim, da mi bomo iransko krizo, oziroma jo že čutimo, v glavnem zaradi povečanja cene energentov na trgu in pa seveda povečanja tudi dragih kovin in tako naprej. Kar se pa tiče neposredne vojaške ogroženosti, pa ni Slovenija zaradi tega nič bolj ogrožena. Je pa res, Trump je v današnjem nastopu poudaril, da pričakuje več od NATO in nekako so Američani dajali že v zadnjem tednu sporočilo, da so od evropskih zaveznikov pričakovali več in da od NATO pričakujejo bolj intenziven pristop do težav na Bližnjem vzhodu. In tukaj bo pa tudi za slovensko politiko izziv. Torej, najprej ugotoviti oziroma oceniti razmere in potem načrtovati naslednje korake. Tako da jaz sem prepričan, da bodo Združene države ob izmikanju iz Bližnjega vzhoda želele večji angažma NATO. Je pa tudi, veste, stališča oziroma NATO težko deluje enotno, ker ima pač v svojih vrstah tako ZDA kot najmočnejše države, in po drugi strani Turčijo, ki ima pa zelo parcialne interese na kompletnem območju. Tako da od NATO pričakovati neke super uspehe in nek super angažma, mislim, da ne bo rodilo teh uspeha. Bernard, je možen po Brexitu, se pravi odhodu Velike Britanije iz Evropske unije, še USA exit iz NATO? Ne bi bilo nemogoče, vkolikor bi se te nesoglasja zaostrovala. Sam Trump je že večkrat izpostavil, da ni nenaklonjen temu in se je za vprašati, ali je NATO možgansko mrtev, kot trdi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ravno on. Tudi sam moram reči, da se sprašujem, če pogledaš, kje so razporejene te sile NATO, nekako se mi zdi, da glavnih varnostnih tveganj oziroma groženj sploh ne naslavljajo. Živijo v neki imaginarni 30 let stari zgodbi, da je glavni sovražnik
Evrope Rusija, jaz ne vem, no, nisem še srečal državljanov Ruske federacije, ki bi se razstreljevali pa mesarili po ulicah evropskih mest. Skratka, treba je definirati, kaj je glavna grožnja. Zame je glavna grožnja islamski ekspanzionizem iz Afrike in Levanta, in če je politika containmenta delovala v poznih 40 letih, potem 50 leti, da je Zahod obvarovala komunizma, bi morali nek neocontainment potem upeljati in vse sile NATO uporabiti za to, da se zgradi na jugu Evrope zid in prepreči ta val islamskega ekstremizma v Evropo. Ampak ni Rusija postala nevarna zato, ker je NATO prišel do nje, ko je vključeval pač bivše sovjetske republike oziroma njene sosede. Ne? Recimo s primerjavo, pač tiger v kletki ni nevaren, če ne daš roko v kletko. Ne? Če si zdaj pogledamo recimo analogijo z Iranom, ameriške baze v okolici Irana, ne? Lahko rečemo, da je Iran resna grožnja pač ZDA, ne? Ker je tako rekoč zelo blizu številnih ameriških oporišč. Ne? A ni mogoče res to problem, kar oba pravita, da NATO z neke obrambne organizacije se zdaj spremeni v neko, kaj jaz vem, neko ofenzivno, neko osvajalsko organizacijo ali kako? Ne, NATO nikoli ni bil osvajalska organizacija. NATO je vedno nastopil, v glavnem vedno, ko je šel stabilizirati razmere, recimo Afganistan, Irak, na povabilo vlad, ki so vodile režime. Ja, ampak recimo, ko je sprejel pač te bivše sovjetske republike, to je posegel v rusko interesno sfero, ne? Torej, recimo Ukrajina v NATO ali pa NATO-ve baze na Krimu, ne? To je skoraj hujš, a ni, ko uboje enega Sulejmanja. No, ampak tukaj je potrebno pogledati tudi, kakšna je zgodovina baltskih držav, ne, in kakšen je bil interes Baltov. Sej Balti sami so prosili, če lahko vstopijo v NATO, in NATO je pač to sprejel odprtih rok v trenutku, ko je bila Rusija v šibkem položaju. Ne. Potem, ko se je pa začel resno pogovarjati z Ukrajino, smo pa videli, kaj se je zgodilo z Ukrajino. In Rusija je tukaj postavila red line. Rusija svoje interese, smo videli, zdaj zastopa tako z mehko kot s trdo silo. Ne, upletena je vse več konfliktov, nazadnje zdaj tudi v libijski konflikt, kot se vse bolj kaže. Tako da Rusija igra svojo zunanje politično igro odločno, ne, in brez pardona. Medtem ko pa NATO, ne, pa težko rečemo, da je enota. Ne. Ko je Bernard govoril o zidu na jugu Evrope, poglejte, Evropa sploh nima skupne migrantske politike. Evropa ne ve, kaj bi z migracijami, zaradi tega, ker imamo znotraj Evrope diametralno nasprotna stališča. Ja, torej tistih refugees welcome, ne, do tistih ustaviti vsakega in vsakogar na grški meji. Kako boš iz tako diametralnih stališč postavil enotno politiko? Če pa govorimo o NATO, imamo pa tukaj še Kanado in Združene države, potem je pa pričakovati od NATO, da se bo v to protimigrantsko politiko vpletel popolnoma nemogoče. V dveh stavkih, če se da. Je nevarnost, če se Američani umaknejo iz Iraka, da potem Rusi iz Sirije še podaljšajo do Iraka? No, na vsak način, Američani so se iz Iraka že umaknili. Kaj je bila posledica? Posledica je bil hud spor med šiniti in suniti in razmahnitev islamske države. Se so potem Iračani sami pozvali, Američani ne pridejo nazaj, da so vzpostavili proti ISIS fronto. Ne? Tako da, pogledajte, Irak, kot smo danes naštevali, ni stabilna država, ima ogromno notranjih težav. Ne? In sedaj ta vakum, ki bi ga Američani naredili z odhodom, bo nekdo zapolnil. V gospodarskem smislu verjetno Kitajci, morda Rusi, morda Iranci, ampak prvič se odhod Američanov iz Iraka ni obrestoval. Ja. Jaz mislim, da bojo ta vakum zapolnili Turki, čisto zgodovinsko, ker je Irak
bila praktično turška provinca Ja. in se vidi, kaj delajo v Libiji, tako da bo zelo napeto in Irak, po mojem, ne bo preživel kot enotna država. Žal moramo končati, ampak z veseljem še kdaj, ker kot vidimo, razmere se ne bodo umirile same po sebi. Magister Bernard Brščič, Boštjan Perne, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil Proti vojni 374. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali sodno bitko SDS proti eks-poslancem Malahu in Čušu ter vrnitev Jureta Lebna k Marjanu Šarcu. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.